knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Dejana Kobana Mrčes in romanoma Marija Čuka Zlato zrno in Romana Rozine Trafikant. Recenzije so napisali Miša Gams, Marija Švajncer in Andrej Lutman. Pesnik Dejan Koban je v zadnjih letih prodrl s poeziji namenjeno knjižno zbirko Črna skrinjica in v njej izdal blizu 30 zbirk pesnic in pesnikov različnih slogov in generacij s povsem črnim ovitkom brez vidnih podatkov. Svojo najnovejšo pesniško zbirko pa je izdal pri Literarno-umetniškem društvu Literatura v knjižni zbirki Prišleki. Naslov Mrčes nakazuje nekaj nadležnega, a interpretacijo raje prepustimo Miši Gams. Dejan Koban, pesnik, založnik in montažer na televiziji Slovenija, naj bi doslej napisal okrog 20 pesniških zbirk, o katerih na ovitku zadnje zbirke Mrčes piše, da jih je 8 izdal, 2 sta shranjeni v oblaku, 5 jih je med selitvami izgubil, 5 pa obredno odvrgel v kontejnerje za papir. Mrčes, formalno gledano njegova 7. avtorska pesniška zbirka. V 5 oziroma 6 sklopih, če štejemo še zadnjo pesem v rubriki Konec, beremo 50 pesmi, kar nas spomni na avtorjev body art projekt Preveč, ki v obliki knjige vsebuje fotografije tetovaž 49 krajših odlomkov iz pesmi avtorjev in avtoric iz Slovenije in širšega območja Balkana. Posamezne sklope v zbirki Mrčes je Koban opremil s citati prijateljev ali pa z verzi iz njihovih pesniških zbirk. Tako lahko v uvodu preberemo vers Nežke Struc, v zaključku pa verze Monike Vrečar in Lenarta Sušnika. Še 2 pesnika, ki sta sodelovala pri zborniku Črne skrinjice, prepoznamo tudi ob branju Kobanovih pesmi Jate in Odraščanje. V prvi zapiše: Gregor Kosi računa na mehkobo črnih puljev. Sam prisegam skozi steklena zapestja. Veliko obljubljam. Kot perje, kot jaspis, kot žongleri z ognjem. Gregor Kosi poje dunajsko torto, se evidentira v službo. Mene se nikoli več nihče ne bo dotaknil. V pesmi Odraščanje pa se pomudi pri pesniku Vidu Karlovšku. Vid Karlovšek stoji na krožišču in vihti svoje pesmi okoli valobranov. Vid je porozno tipalo. Zdi se, kot da Koban gradi svoj pesniški stil na distanciranju od drugih pesniških estetik, a jih na specifičen način ponotranji in do njih vzpostavi ambivalentno razmerje, ki mu služi kot inspiracija za asociativno porajanje verzov. Tudi bežen pregled naslovov v zbirki Mrčes, za katere si je avtor brez dvoma vzel veliko časa, kaže na spontano in hkrati premišljeno snovanje besednih verig, ki se porajajo iz nezavednega, pa vsakič drugačni verigi asociacij. Naslovi, kot so Rikše niso konkurenčne belim Teslam, Tiranu je učko padlo razpelo, Majhni diktatorji si ne zmorejo sami zavezati vezalk, Madeže preprosto zasteklimo, Vragolije smo obesili za vratove in jim pozabili sneti uhane, Mozart se je pozabil žogat, zato nam uhaja iz spomina in tako dalje, spominjajo na izposojene drobce groteskne vsakdanjosti, ki jih najdemo v reklamnih sporočilih, medijskih novicah, slasherskih filmih, popevkah in postmodernistični, dekonstruktivistični poeziji, kateri je pesnik naklonjen tako po vsebini kot po formi. Med branjem pesmi se bralec mimogrede znajde v kolažu najrazličnejših vtisov, impresij in sugestij, razmejenih s piko, kar vnaša v branje navidezen občutek determiniranosti in ločenosti od ostalega teksta. In dejansko vers, ki se lomi na sredini, v naslednji vrstici s pomočjo ločil in enakozvočnih besed, dobi rahlo drugačno konotacijo in kontekst. Zato se zdi, da lahko isto pesem beremo na več načinov. Ena izmed njih je pesem Trening. Težke stopinje se zaganjajo v ustnice. Ne moreš oprostiti. Nešteto koncev se pase
po tebi. V pesmi z naslovom Primitivnost se je zalepila globoko v nebo naših drhten, pa se pesnik poigrava z besedama prozorno in porozno. Vedno več vrstic je bledih, prozornih, poroznih. Skoznje mezijo podivjane klofute. Vedno bolj smo prezebli. Vedno bolj se tehtamo v drsenju skozi potrpljenje. Lucidne vizije, ki jih servira pesnikovo nezavedno, Braučevo nezavedno, prepoznava kot oporne točke, okrog katerih nehote gradi smisel skozi mreže označencev, katerih označevalec je izmuzljiv in fluiden. Pesmi se na ta način izognejo klasificiranju in umeščanju v najrazličnejše sheme in kategorije. In to je tudi odlika Kobanovega pisanja. Za posamezno pesem namreč ne moremo reči, da je družbeno kritična ali intimistična, objektivna ali subjektivna, angažirana ali larpurlartistična, saj jo lahko beremo na več vzporednih nivojih iz različnih vidikov realnosti, ki se osredinja skozi večplastni lik Dejana Kobana. Črke se skozi mehanizme sozvočja in asociacije, ki jih pozna le pesnik, gostijo v besede in besedne zveze kot nemiren mrčes, ki postaja čedalje bolj glasen in nadležen, saj bralcu ne pusti počitka, ampak od njega zahteva aktivno držo in fokusirano pozornost. Od njega zahteva prav to, česar v vsakdanjem življenju ni vajen, saj je obkrožen z elektronskimi napravami, prevajalniki in umetno inteligenco, ki mu preparira realnost, navajen na udoben, razumljiv, enostaven in jasen monolog. Po drugi strani se zdi, da Kobanov monolog postaja vse bolj pluralen, razsrediščen in iztirjen. V pesmi z naslovom Približujemo se iztirjenim zapiše: Manično opletamo s pahljačami, manično iščemo zlate žile. Ko pridemo do ničesar, se zavijemo v zdrs, opraskani rinemo v vrh. Dvoumno, ambivalentno in paradoksalno človekovo naravo, ki stremi na eni strani k doseganju vrha, na drugi pa si gradi podzemna skrivališča, še najbolje opiše pesem Garje, domače živalice. A bo že dogradil podzemno skladišče? Logotipi ne tipajo, grulijo, zabijajo, brišejo. Monoliti se skopajo v jutranji belini in sipljajo občutek, da je svet nov in lačen. Pospravi oglje, v novi dobi bomo trošili mamute, sekvoje, tintine. Jecljaš, preveč cuzanja, slačiš se, na varnem si, poješ piškotek, se izprežeš, samo zadovoljiš, konec sveta te čaka v kavarni. Ne mudi se mu, poobeduje presno pistacijevo tortico. Imaš še nekaj časa. Če se zdi, da se lahko tolažimo, da imamo v tem brezumnem svetu morda še nekaj časa za gradnjo podzemnih zaklonišč in piramid v podobi pistacijevih presnih tortic, nam čas, ki ga opisuje mrčes, kot saharski pesek, sproti izginja med prsti. Zaustavimo ga lahko le z neskončnim listanjem in prebiranjem pesniške zbirke, ki nam hkrati služi za preganjanje najrazličnejših insektov. Preverjeno.
Pisatelj Marij Čuk je roman Zlato zrno postavil v neimenovano italijansko obmorsko mesto z zatirano manjšino in nerazčiščeno preteklostjo, a poudarek je bolj na naivnem posamezniku, ki ne zaznava pasti sodobne družbe. Roman je izdala založba Pivec, pritegnil je Marijo Švajcer. Vsebinsko in sporočilno bogat roman Marija Čuka Zlato zrno je večplasten. Zgodba o iskanju ljubezni in hrepenenju po njej je napisana v tretji osebi ednine. Tako imenovani vsevedni pripovedovalec razgrne čustveno doživljanje Leopolda Teofita, moškega srednjih let, ki iz Milana pripotuje v Trst. Mesto ni imenovano, iz opisov pa je mogoče razbrati, da teče beseda prav o tem obmorskem mestu, ki slovi po svoji bogati zgodovini in notranjih nasprotjih iz preteklih in sedanjih časov. Leopold se, poln upanja, da se bo srečal z novo ljubeznijo, sprehaja po ulicah in pripoved dobi novo razsežnost. Zvrstijo se spomini na preteklost, oživljanje političnega dogajanja in nasilje, ki ga zlepa ni mogoče prekiniti. Leopoldovo pričakovanje ljubezenske pustolovščine prekine pretep mladeničev. Vse skupaj močno spominja na fašizem, ali pa je kar njegova nova pojavna oblika. Glavni literarni lik Leopold je nekoliko naiven in konservativen moški. Opravlja delo direktorja poštne izpostave, bere poezijo, s prijatelji navija na nogometnih tekmah, politično je usmerjen nekoliko levičarsko, vendar se volitev ne udeležuje. Zavezan je tako pokojnemu očetu, kot umrli življenjski sopotnici Neviji. Protagonist se poglablja vase in razkriva svojo notranjost. Nor sem. Vse se mi dozdeva. Življenje je privid. Beseda, privid življenja. Nisi mi dal svoje besede, oče, a slišim jo, kako odmeva po teh ulicah in po tem mestu, kjer tvojo besedo potiskajo v temen kot, pa je ne morejo utišati. Leopold je čutil, da je to posebno mesto, da se po njem pretakajo mozaiki usod, obrazi različnosti, da ni ednina, marveč množina. Oče je kot Slovenec zaradi nesprejetosti in nestrpnosti moral Trst zapustiti in oditi drugam. Fašistični pritisk je bil premočan. V očeh oblasti je bil pritepenec in ščavo, njegov jezik je bil ogrožen in preganjan. Oče še vedno živi v njem in Leopold občuti z njim posebno vez, hkrati pa sluti, da beg ni rešitev. Marij Čuk z učinkovitimi literarnimi sredstvi, bogatim besediščem, poetično obarvanimi odlomki in rahlo ironijo razgrinja slovensko-italijanske odnose, težaven položaj ljudi onstran meje in trdoživost fašizma. Njegovo prikazovanje ni črno-belo, temveč objektivno, ter tako kritično, kot tudi prizanesljivo, zlasti do Leopoldovih značajskih lastnosti. Pisatelj omenja, kako se današnji Slovenci zaradi cenejšega življenja iz svoje države preseljujejo v Trst in Gorico, ter zaživijo v novih okoliščinah, kakršnekoli že so. V Leopoldu so ohranjena čustva, ki jih je gojil do Nevije. V dolgem obdobju njene bolezni je stal ob strani in ji izkazoval iskreno naklonjenost, ter ji pomagal premagovati telesne bolečine. Vse bo dobro, ljubezen moja, vse bo dobro. Jaz sem ob tebi in v tebi. Nič na tem svetu pa ni idealno in popolno. Bolehna Nevija, profesorica klasične filologije, se je za kratek čas zaljubila v sodelavca. Kar tako, kot se to pač primeri v življenju. Rahločutni Leopold je trpel, toda sčasoma se je Nevija otresla zagledanosti v drugega moškega in spet je Leopold postal središče njenega življenja. Kako tudi ne, saj ga je zaradi pogubne bolezni potrebovala. Spomin nanjo je živ in močan, zato se Leopold celo vpraša, ali je Nevijo zaradi iskanja nove ljubezni morda izdal. Veseli se srečanja z Irmo, njegovo pričakovanje se sveti kot zlato zrno. Skrivnostno žensko se je seznanil na spletu. Osamljenost ter hrepenenje in želja po novi ljubezni so ga prignali v Trst. Ali se je ljubezen uresničila? Ga je Irma, ki mu je v pismih obetala toliko lepega in ga z izbranimi besedami začarala, osrečila? Vsega nikakor ne bi bilo primerno razkriti. Spletne seznanitve in vabila lahko prinesejo nove ljubezenske zveze, nič presenetljivega pa ni, če se iz njih izcimi tudi kaj drugega.
V romantičnih in s čustvi nabitih Irminih pismih je večkrat omenjena beseda denar. Kakorkoli že, bilo je vredno, da je Leopold pripotoval v Trst. V tem slikovitem mestu je marsikaj izvedel tudi o samem sebi. V romanu Zlato zrno je veliko filozofskih spoznanj in življenjskih modrosti. Avtor med drugim pravi, da je življenje vedno uganka, ki ljudi postavlja pred preizkušnje. Obrnjeno je v prihodnost in ne v preteklost. Dokler traja, je tudi upanje, še več, možnost lepega in dobrega. Tudi iskanje nevidnega in nedosegljivega je čas, ki ga velja živeti. Usodo Leopold sluti kot neotipljivo čarodejko, proti kateri nima moči. Morda pa sploh ni usode in so namesto nje pravzaprav samo izkušnje in izzivi ali celo učinkovanje nevidnega bitja, ki mu nekateri pravijo Bog. Pomisliti bi bilo treba tudi na smrt. Škoda, da polagamo čas v varstvo z rahljanim živcem, hudobiji, egoizmu, diktatorjem. Ko bi razmišljal o svoji minljivosti, bi bil človek le dobro bitje, brez hudičeve zlobe. Morda je vse naše početje zatekanje v prostore upanja in iskanje trikov, da bi se izognili smrti. Velikokrat ljudje sploh ne vedo, kaj bi radi. V romanu se poraja vprašanje, ali se lahko zgodi, da vsemogočna, drzna in močna ljubezen omaje celo besedo in narod. Ljubezen je po eni strani galerija izgubljenih priložnosti in žalost, po drugi pa tudi poskončnost, presenečenje in veselje. V ljubezni ni treba besed, zadošča jo začutiti, toda ne gre pozabiti, da življenje ni le idila in prav zaradi ljubezni je treba prestati marsikatero neprijetno preizkušnjo. Ljubosumje in strah jo slej ko prej uničita. Leopold vzame s seboj psa Rončija, med potjo ga spravi v kovček in med nastanitvijo v hotelu kuža potrpežljivo in po pasje vdano spremlja vse, kar se dogaja lastniku. Ljudje pač potrebujemo nekoga, ki nas razume in je na naši strani, pa čeprav je to dobrodušna, plišasta igrača, kot se razkrije na koncu romana. Nenazadnje ni brez pomena, kaj je v svojem novem literarnem delu povedal Marij Čuk sam. Vrsto let smo po radiu lahko prisluhnili njegovemu poročanju o dogajanju onstran meje, zlasti v Trstu. V zadnjem času spremljamo njegove načrte, poslanice in ukrepanje v zvezi s položajem predsednika Društva slovenskih pisateljev. Sprejel je izziv in že zdaj njegovo prizadevanje za slovenski jezik in kulturo ter angažiranost odmevajo v slovenski javnosti. Na predstavitvi romana je Marij Čuk povedal, da je Leopold Teofit naivni človek, tak, ki išče svoj izvor in identiteto. Tako zelo verjame v dobro, da njegove vere ne more prav nič omajati. Zlo mu ne pride do živega. Toda vse to je za današnji čas, je pripomnil avtor, že kar problematično. Sodobni svet je namreč kaos posameznikov, družbe in vrednot. V človekovi glavi vre spopad realnega in virtualnega, tako da sploh ne ve več, kaj je on sam in kje je meja. Pisana beseda naj bi v razburkanih časih, je pribil pisatelj, vseeno ohranila svojo moč. Besede Marija Čuka jo vsekakor ohranjajo. V romanu Zlato zrno prepričljivo in z notranjo napetostjo slika posameznikovo doživljanje in družbeno dogajanje. V tretji osebni pripovedi, protagonistovem izpovedovanju in vsebini poslanih pisem, tako Leopoldovih kot Irminih, je veliko življenjskih resnic, kritičnih spoznanj in moralnih dilem.
Osrednji lik romana Trafikant pisatelja Romana Rozine opazuje svet skozi okence svoje trafike, ob tem pa ima dovolj časa za svoje begajoče misli. In to še zdaleč ni vse. Roman je izdala Mladinska knjiga, ocenjuje ga Andrej Lutman. Osnovno vprašanje, ki se pojavlja ob branju romana Romana Rozine Trafikant je, v kaj vse je ovita glavna zgodba. Knjiga obsega okoli 250 strani, zgodba s knjižnim naslovom pa nekako 130. Kje je torej razlika 120 strani? Računanja za začetek dovolj? Dejstvo je, da je sila težko pronicati v srž romana. Kako tudi ne, saj opisuje vsestransko sumljive okoliščine, ki so spremljale smrt uličnega prodajalca hrane in pijače Derviša Devetaka. Da se lahko bralstvo dokoplje do podatkov, potrebnih za kolikor toliko celovito predstavo o srži te pisarije, se mora seznaniti s pisateljevim predgovorom in založnikovim predgovorom, ter pri tem usmeriti pozornost na to, da sta obe osebi pisani z veliko začetnico. Dalje, za razumevanje romana se je skoraj nujno seznaniti tudi z delom knjige, ki Trafikantu sledi. To pa so študije, ki jih piše Romana Rozin in imajo naslove Kukanje v trafiko, Pogodba, Manca Majnik, Pisatelj in trafikant, enciklopedije, Optik panoptik s podnaslovom Temna pravljica in Kdo je avtor Temne pravljice, ter sklepno poglavje z naslovom Nekakšen sklep. Našteto dokazuje, da prebijanje skozi vse te umetnine ni lahko početje. Celo več kot to je pristajanje na strukturalne lome, s katerimi bralstvo morda lahko seže po razrešitvi, a kaj kmalu spozna, da razrešitve v klasičnem oziroma ustaljenem pomenu te besede ni in je tudi ne more biti. Skrivnostna oseba, ki je le likec in kasneje tudi lik, zavzema sporočilno celoto, s katero se pisatelj poistoveti do tiste mere, do katere seže bralstvo. A od tod ni poti naprej, pač pa v cikcakanje, tako imenovano odcepno ali spodmikajoče se branje, branje, ki zahteva nenehno listanje in preverjanje že prebranega. Tak postopek pa je seveda izraz tiste sile, ki se ji pravi novinarstvo in ima občasno oznako dodatna veja oblasti. Napetost raste, ko ta dodatna veja oblasti preiskuje osnovno vejo oblasti, in napetost raste, ko je preiskovano besedilo, v katerem trafikant, ki je izpostavljen stalnemu pregledovanju z ulice, zazna, da ima svojo zgodbo. Knjiga z naslovom Trafikant usklajuje tudi tako imenovane moške in ženske kvote, ko pisateljeva projekcija imena postane ženska oblika osebnega zaimka. In prav beseda usklajenost je beseda, s katero je najprimerneje opredeliti sporočilnost te knjige. Sorazmerja, s katerimi pisatelj dopolnjuje svojo osnovno naracijo, so dognana do obsežnosti tako knjige, kot tudi potencialne koncentracije bralstva, se pravi, da se književno delo sooča s preobsežnostjo. Preobsežnost pa ni kakovost, ki bi upravičila vlogo posrednikov med dogodki in njih opisi. Za nekakšno asociativno zvezo z vejami oblasti je poskrbljeno tudi z naslovnico knjige, ki ponuja kavelj in odpira vprašanje, na kaj vse se lahko prime knjižna vsebina. Poslušali ste oddajo z Knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Marije Švajncer in Andreja Lutmana sta prebrala Maja Mol in Igor Velše. Glasbo je zbrala Alma Koželj, oddajo je posnel Lijan Samsa, uredil sem jo Vlado Motnikar.